Dosti sem se spet skregal s šefom v službi, res mi je gadno. Pa dej ne se sekiraj, stari, lej, to se vsakemu zgodi. Res mi je grozno, rekel mi je, da sem nesposoben. Škaj meni se govorijo, lej, meni so rekli isto, da sem nesposoben, da sem debil, da sem neumen, pač, lej, to pač tako je, kaj boš. Meni je res težko, no. Ti se preveč sekiraš. Sprejmi situacijo tako, kot je, ali pa pač nekaj naredi s tem. Ko nekdo pride do nas z nekim problemom, ali pa ko je v neki stiski, mu dostikrat dajemo neke nasvete, ali pa podajamo svojo zgodbo oziroma izkušamo tolažiti. In zdaj s tem ni ničesar narobe, ampak na tak način v bistvu pozornost začenjamo preusmerjati nase in je ne ohranjamo na njih. Zato naslednjič, ko nekdo pride do vas, jih lahko samo poslušate in skušate povezati s tem, kako se mogoče oni počutijo in katere so tiste potrebe, ki v tisti situaciji pri njih niso zadovoljene. Lahko probate nekaj v tem smislu. Danes sem se spet skregal s šefom v službi, kar nekaj, no. Zdaj, če te prav razumem, bi si želel več enakovrednosti v vajinem odnosu s šefom. Mislim, res mi je tečno, kako govori z mano in to, ko mi ukazuje. Tako v bistvu neko spoštovanje, Če te prav slišim, čutiš stisko in bi si želel več enega obzira in spoštovanja, a te prav razumem. Da bi videl, koliko enega truda sem vložil v ta zadnji projekt in da bi bilo prisotno spoštovanje med nami. Zdaj, ker te slišim, da bi ti bila pomembna videnost s vsem trudom, ki ga vlagaš v svoje delo. Tudi neko spoštovanje tebe in tvojega dela, te prav zastopam. Tako je, Hvala, da si mi prisluhnil, Hvala tebi, da si podelil.